Pozdravljeni v 109. vdaji Aktualno na GFML, ki jo tokrat v celoti posvečamo filmskemu festivalu Student Cuts, ki je 12. in 13. maja potekal že 8. Glavni namen je, da poskušamo tem mladim ustvarjalcem, ne samo v ljutomerski gimnaziji, ampak vsem gimnazijcem umetniških gimnazij, ponuditi neko javno predstavitev, nek začetek na njihovi poti in pa spodbudo, motivacijo, da bodo še boljše izvajali svoje projekte, ker v končni fazi filmski svet je neizprosen, kako pripovedovati zgodbe je zelo zanimiva tematika, v končni fazi se zato tudi temu reče sedma umetnost. In bistveno je, da imajo priložnost, da se njihovi izdelki vidijo. Tiskovni konferenci je sledila otvoritev festivala, kjer so pogovoru Jake Polutnika, direktorja festivala, nastopajoči predstavili filmske žanre. Akcijski filmi so filmi nabiti z energijo. Vsebujejo veliko akrobacij, raznovrstnih fizičnih aktivnosti, dolge zasledovalne scene, streljanje, bitke, borilne veščine in pobege. Vsa akcija se strne okoli glavnega moškega lika. Najbolj znani akcijski igralci so Sylvester Stallone, Bruce Willis, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger in drugi. V teh filmih imajo ženske večinoma stranske vloge pomočnic. Razen v tem primeru zdaj, ko sem jaz glavni lik in njega je le stranska vlogca. Dramatični padec. Drama. So filmi z ljubezensko vsebino, ki ima pa navadi žalosten konec. Naprimer, nekdo umre, ljubimca ne moreta ostati skupaj. Temelji predvsem na poglobljenih karakterjih in čustvenih temah. Glavni junaki se pogosto znajdejo v konfliktu s samim seboj, z drugim ali družbo. Jack, hočem, da me narišeš kot ena izmed tvojih francoskih deklet. Hola, soy Dora. Pustolovski filmi. Razumete? Ker je Dora tista raziskovalka oziroma pustolovka. Ne? Ja? Saj ni važno. V glavnem, pustolovski filmi so zanimive zgodbe, ki se dogajajo na nenavadnih, eksotičnih krajih. Akcijskim filmom so podobni v tem, da vsebujejo veliko akcije in ustvarijo zelo energetično vzdušje. Vendar pa je namesto poudarka na nasilju, tukaj več poudarka na potovanjih, pustolovščina, raziskovanjih. Komedija. Je kategorija filma, ki poudarja humor. Ti filmi so zasnovani tako, da nasmejijo občinstvo z zabavo. Filmi v tem slogu imajo tradicionalno srečen konec. Črna komedija je izjema. In en, dva, tri, štir. Musical vsebuje veliko plesa in petja. Prizore igralci namesto, da jim govorijo, zapojejo. Howdy, partner! Western. Po tematiki so tesno povezani z zgodovino naseljevanja ameriškega zahoda v drugi polovici 19. stoletja. Imenovali so jih tudi ameriški nacionalni filmi. Bistvene so tri sestavine. Konflikt, akcija, obračun. Zmagujeta pravica in zakon. V njih nastopajo kavboji, lahko pa tudi indijanci. Luke, I am your father. Znanstvena fantastika. Filmski žanr, ki uporablja spekulativne, izmišljene, znanstveno utemeljene prikaze pojavov, ki jih mainstream znanost ne sprejema v celoti, kot so nezemeljske življenjske oblike, vesoljska profila, roboti, kiborgi, medzvezdna potovanja ali druge tehnologije. Grozljivka. Filmi z elementi, ki vzbujajo čustveni odziv gledalca. Strah, groza. Grozljivke lahko vključujejo primere fizičnega nasilja in psihičnega terorja. Tako so študije motenih, psihotičnih, zlobnih likov ali zgodbo o grozljivih pošasti in zlobnih živalih.
Po otvoritvi se je festival končno lahko začel. Potekal je na 3 lokacijah: v Domu kulture, Prleškem kulturnem, mladinskem in informativnem centru in na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. V Domu kulture je o svojem celovečernem prvencu Odpuščanje predavala slovenska scenaristka in režiserka Marija Zidar. Že iz tega lahko vidite, da gre za zelo intimno temo, da gre za temo, ki je bila snemana v povsem tuji državi. Jaz na začetku tudi nisem govorila jezika, sem se kasneje naučila albansko in zares izjemno občutljivo temo sploh v albanski družbi, kjer se, bom rekla, tem bolj tradicionalnem delu, ki je na severu Albanije, Visokogorje, to je zelo odmaknen predel. In seveda v tem procesu, o tem, kaj se bo zgodilo, odločajo izključno moški, starejši moški seveda. In jaz sem prišla v to okolje kot ženska, snemalcem in poskušala v tem ustvariti film. Tako da je bil res dolgotrajen proces dela. Na koncu smo imeli približno 200 ur materijala, kar pravzaprav ni tako veliko za tako dolgo obdobje snemanja, zato ker sva se, preden sva začela snemati, snemalcem, ki ima tudi diplomo iz montaže, dogovorila, da ničesar ne bova posnela kar tako, samo zato, da bo, ampak sva v bistvu vsakodnevno delala na zgodbi in na filmu. Sklop strokovnih predavanj je dopolnil režiser Damjan Kozole, ki je po izčrpnem predavanju o filmu, ki ga ustvarja, odgovarjal še na vprašanje o filmu in procesu filmskega ustvarjanja. Sem pa njegov prijatelj in sem filmar in zdelo se mi je, da je film tudi lahko neke vrste terapija in da ne nazadnje to, kad sva šla skozi čez take stresne, kritične situacije in sem ga poklical in sem rekel, Pero, kaj če mi dva posnela skupaj en film? In Pero je rekel, ja, imaš nov scenarij, nič ne vem o tem. In sem rekel, ne, kaj če bi mi dva naredila film o tebi? In je bila predolga pauza, ker najprej ni sploh mogel razumeti, zakaj gre. Potem sva se še kasneje dobila in sem mu predlagal, da bi naredili film o njegovih strahovih, o njegovih demonih, ampak da bi to bila komedija. Da bi pravzaprav o stvarih, s katerimi se marsikdo sooča, morda tudi dotle, in o katerih redko kdaj govorimo, oziroma jih smatramo kot neko šibkost, oziroma jih stiskamo v sebi in često koga potem to tudi prepelje preko roba. Da bi naredila film o tem in da bi ga naredila tako nares zabaven, na en črno-komedijski način, da bi to prišlo do publike in da bi morda to lahko tudi odpirali neke debate, tudi recimo v srednjih šolah, na fakultetah, skratka med tistimi nekimi ciljno publiko, ki pravzaprav, v kateri se zelo malo govori, da se take stvari dogajajo, kot so se Perotu dogajale, kar mi je potem tudi kasneje povedal že dobesedno od osnovne šole. Začetek vsega resnega razmišljanja o neki profesionalni karieri, delo na scenariju. Ker delo na scenariju v resnici ni samo pisanje scenarija, delo na scenariju v bistvu že neka vrsta režija, ker ti stvari, ki jih opisuješ, jih pravzaprav že delaš nek sistem odnosov, dialogov, čustev, ki se bodo potem samo materializirali na filmu. Tako da ni najbolj enostavno, konkurenca je vedno večja, prihaja sjajna generacija mladih avtorjev, mislim, da nikoli niso imeli toliko dobrih in talentiranih in ambicioznih avtorjev in avtoric, kot jih imamo zdaj. Glavnino festivalskega dogajanja so predstavljale projekcije filmov. Na festival je bilo prijavljenih več kot 2700 filmov, od tega jih je bilo predvajanih 111 iz 34 držav. V tekmovalni program se je uvrstilo 23 filmov, ki so se potegovali za nagrade v kategorijah eksperimentalnega, dokumentarnega, animiranega in igranega filma ter za nagrado občinstva. Predvajani so bili tudi dijaški filmi 3 slovenskih umetniških gimnazij, smer gledališče in film. Ja, super mi je. Mislim, meni so všeč taki festivali in še posebej mi je, mislim, sem prvič na festivalu, ki zajema to, predvsem fokus na srednjo šolo,
Se mi zdi, da je ena super atmosfera, da je en kup zanimivih avtorjev po filmih, ki sem jih videl in po energiji, ki je tle, tako da sem prepričan, da bo iz teh, ki so danes tle zanesljivo, prišla ven kakšna nova imena slovenskega filma. Udeleženci festivala so se popoldne zbrali na delavnicah, kjer so morali v kratkem času v skupinah ustvariti svoje kratke filme. Da bi jim uspelo, so morali delati hitro, sodelovati in razumeti ter poslušati drug drugega. Zdi se mi, da so to tista leta, ko se že nek talent vidi in zelo hitro se je tudi videlo, da so neki avtorji izstopajo in da so to neki avtorji, ki bojo verjetno tudi nadaljevali profesionalno s filmom, tako da ja, mislim, da je srednja šola konec koncev tisti korak, ko se moraš odločiti za življenje in verjetno so med temi že neki bodoči študentje filma. Zvečer so se udeleženci skupaj s svojimi mentorji zbrali na terasi GFML, kjer so si v sproščenem in domačem vzdušju ogledali filmske kreacije, ki so jih ustvarili na popoldanskih delavnicah. Moj hrib, na katerem živim, je visok 50 metrov, po katerem se moram spanjati in sklanjati in padati vsak dan, zjutraj in zvečer in popoldne. Pozdravljeni, dragi sledilci. Jaz sem Jezus, poznate me iz Biblije. In danes sem tu, da vam predstavim skrivnost, ki jo skrivam pred samim božanstvom. In to je mlečni riž. Yeah, I'm gonna take my horse. I've been in the valley, you ain't been up off that road. Cowboy hat from Gucci, wrangler on my booty. Ain't nobody tell me. No stress until I come home. I got the horses in the back. Ja, je vse okej. Ne skrbi, je vse okej. Ja. Kako je zunaj? Ne, ni v redu. Pa kaj imaš to? Ne skrbi, je vse v redu. Melina, pa si ti dela? Nač imam za predstavo, sem se dala malo krivi. Ma si ti slišala kaj od Sanje? In mislim, da že ful časa. Ne, nisem nič. Zakaj? Zakaj te zanima? Prejšnji teden sem si naredila botoks samo za 15.000 evrov, zdaj sem toliko lepša. Botoks si naredila? Zamegni ti, ki mi fucking lažeš. Če so bestički, zakaj mi nisi povedala? Po obilici smeha in sproščenega pogovora so na oder stopili dijaki drugega letnika Ljutomerske umetniške gimnazije, ki so pripravili koncert, s katerim so popolno zaključili krasen in produktiven dan. Kept his
Festival se je končal z zaključno slovesnostjo s podelitvijo nagrad najboljšim filmom. V kategoriji eksperimentalnega filma je slavila Lina Horvat s filmom Zakaj. Žirijo je prepričala s svojimi iskrenimi, duhovitimi in kritičnimi vprašanji o življenju in svetu. Tega filma sem se prvotno lotila zaradi, pač v 3. letniku smo imeli za oceno nalogo narediti dokumentarni film in sem se jaz odločila za bolj eksperimentalen, oseben pristop k temu in je pač Zakaj nastal. Najboljši dijaški film je posnela Ela Mimi Pirnat. Film Velike ribe v malem morju odlikujejo obenem občutljiv in realističen prikaz sestrske povezanosti v nezdravem družinskem okolju, povezana struktura pripovedi in prepričljiva igra. Res sem vesela, da sem dobila priložnost, da sem v bistvu profesorji sploh spodbudili, da film prijavim in potem, da še nagrado odnesem, to je pa itak pač plus, bonus in res mi je dal tako nek, ne vem, dobra odskočna deska je, no, pa tako potrdilo mi je dal, da mogoče grem res v pravo smer. Tako da ja, to. V kategoriji animiranega filma je slavila Polina Pidubna s filmom Ah so. Lovoriko najboljšega dokumentarca je prejel Gospodar konjev Azize Kalbekove, med igranimi filmi pa je slavil film Blazina Isabel Mazzolini. Nagrado občinstva za najboljši film je prejela Ptica selivka Murana Matarja. Publiko pa je med dijaškimi filmi najbolj prepričal film Maja Deva Marinška Liki 2, SEAP. Ja, pač hudi ste, kaj ne rečem, norišence, res mislim, prav užival sem, res, toliko sem se mi fajn, pa ful, domače. Po končani podelitvi nagrad so se udeleženci odpravili domov, prepričani, da se bodo v Ljutomer mesto prvega slovenskega filma še kdaj vrnili.